Spoštovani, lepo pozdravljeni, lep dober večer na Slovenski matici. Danes na dogodku posvečenem Silvestru Škerlu. Prihodnje leto se bomo spominjali tudi 50-letnice njegovega slovesa za večnost, hkrati pa vsega tistega, tudi že danes, kar nam je Slovencem za večnost tudi zapustil v svojem duhovnem spominu in v svojih delih. Zelo smo hvaležni, da imamo danes za gosta profesorja dr. Tomaža Pisanskega, dediča tako zelo dragocenega človeka, ki zna ovrednotiti, zbrati in seveda tudi varovati dragoceno zapuščino, ki jo je Silvester Škerl prepustil. Naj ob tem trenutku poudarim, kako zelo pomembno je delo dedičev in spoštovanje dedičev do tako svojih duhovnih očetov, kot seveda tudi do svojih prednikov, samo s primerom, kako hitro se izgubi zapuščina. Ko smo še sodelovali z soprogom dr. Antonije Bernard, ki je bila dragocena učenka oziroma dragocena raziskovalka Jerneja Kopitarja, njegovega dela, zelo dragocena raziskovalka lingvistike in jezikoslovja v Franciji, smo se pogovarjali z njim, kakšne gore rokopisov, dragocenega gradiva ima. Potem je tudi soprog umrl in še preden smo uspeli vzpostaviti kontakt s hčerko v Franciji, da naj preda gradivo Narodni in univerzitetni knjižnici, je rekla, da so že vse odpeljali tovornjaki na smetišče. Danes bomo govorili o veselejših in srečnejših trenutkih, ko se kaj takega ne zgodi, ko je dragoceno gradivo Silvestra Škerla v spoštljivih rokah in v spoštljivem spominu. In kako zelo pomemben je ta spoštljiv spomin, govori tudi knjiga, ki je nedavno izšla pri Slovenski matici. Profesor dr. Denis Boniš je svoje eseje, zbirko esejev videnja in vedenja, zaključil z esejem posvečenim vsem tistim, ki bi jih morali Slovenci hraniti v svojem spominu, pa jih premalo hranimo. In danes je podoben trenutek. Posvetili se bomo Silvestru Škerlu, veliki, pomembni osebnosti slovenske, tako založniške, kot seveda tudi literarne zgodovine in osebnosti, ki je iz takih ali drugačnih razlogov v naši zavesti vse premalo znana. Predajam besedo profesorju dr. Tomažu Pisanskemu, izvolite. Najlepša hvala, torej prižgem, ali... Najlepša hvala. Rad bi se predvsem zahvalil Slovenski matici, da mi je dala to možnost, da danes spregovorim. To so nekako osnutki nečesa. In seveda se zahvaljujem predvsem tudi vam, da ste si vzeli čas pa prišli poslušati tole zadevo. Zdaj, govoril bom o svojem dedu, Silvestru Škerlu, ki so ga vsi klicali Eto. Namreč on, ko se je rodil, so mu rekli Silvester, pa ni znal reči Silvester, rekel Eto in smo potem vsi celo življenje do smrti so ga klicali Eto. No, jaz sem ga pa hodil klicati dedek, pa nisem znal, pa sem rekel dedoh in pa smo ga vsi vnuki klicali dedoh naprej. Skratka, to je Eto dedoh, o katerem bomo danes govorili. Zdaj, on je bil rojen kot tretji otrok Genovefi Cerkvenek iz Rodika in pa Ivane Mariju Škerlu iz Trsta,
ste opazili, da je to skerl, ne škrl, ne, ker on se je potem, ko je v bistvu spoznal, ne, kaj to pomeni, se je potem preimenoval v škrl in je bil do smrti seveda škrl, ne. In kot rečeno, vzdevek Eto je nosil potem do smrti. No, potem, tele je pač označen, zdaj, tako je bilo, oče je bil vdovc, ko se je poročil, ne, in je imel že eno tragično zgodbo za seboj. In treba je seveda razumeti, kaj se je zgodilo. On je začel tako, da je nosil malto, da je pomagal, to se pravi, je bil vajenc zidarski, končal je pa kot ugledni Slovenik s svojim podjetjem, nekje v italijanskih časopisih imenuje tudi arhitekt, ne, arhitekt. In začel je v bistvu v Bolognskem po Opatiji. Tam se je poročil z eno čudovito Carmino, sezidal je vilo na taščini zemlji, na kar mu žena in dve hčerke zaradi davice umrejo. In potem on je hotel to prodati, pa so mu rekli, ja, lahko vzameš na štupa ramo, pa odneseš hišo, ne, hiša je tvoja, parcela je naša. In noter sta se vselila sestrična od Carmine, to je bila Ema in njen mož, Viktor Car in hrvaški pisatelj. Tako da zdaj potem je ta hiša tudi nekako z nami povezana, ne. Oziroma ta vila tukaj je tudi z nami povezana. No, pa se je vrnil v Trst in v Trstu postal uspešen, zidal ogromno stavb je tam pozidal. Najbolj taka, ki jo lahko pogledate, je tale plinarna stara, ne, to je Gasometro Grande. Tam na začetku, če greste iz Kopra proti Trstu na desni strani, je zdaj ena galerija noter, ne. In to je tako zidal, ne, da je zidal najprej kupolo, potem je pa dvigoval in pol podzidaval. To je bilo 1201, Eto se je rodil 1203. No, pa tudi druge stvari je, tale je en konc enega spiska, ki ga je Eto ob njegove smrti v Trstu sestavil in je okrog 90 stavb na tem spisku. Tukaj sta dve strani od tega spiska, med njima sta dve, ena je recimo hotel Bristol, druga je pa ena vila zraven v Lovranu, ne. Pa je gradil tudi v Rušah, pa vse sorte, ne, po celi Sloveniji, v bistvu Izoli tudi gradil podobno. Nakar te stvari Eto opisuje v eni še neobjavljeni knjižici, ki jo mislim tudi vložiti v svojo knjigo, to je Detinstvo na Končani. Bil je namreč rojen Via Ponciana, ne, to je pri Svetem Jakobu oziroma na Končani, in tam so se rodili 4 otroci, ne. Te spomine je napisal seveda za rojstni dan moje stare mame, njegove žene Tane. No, pri njih, ne, so iz Rodika sorodniki prišli in so se tam, so se šolali v Trstu, so pri njih stanovali, ne. Med njimi tudi Angelo Cerkvenik, ne, slovenski pisatelj. Se pravi, to je bil njegov polstric pravzaprav, ne. In ta je igral pa še zelo pomembno vlogo v njegovem življenju kasneje. To bomo še pokazali. No, skratka, tole so otroci Ivan Marija Skrla in pa Genovefe, razen enega, to je bilo na pogrebu prvega, ki je umrl, to je bil v Nini, in so se tukaj zbrali. Kot vidite, so sami fantje, sam ena deklica je bila. Zdaj, mama Genovefa Nefka se je pravila, je bila blazno zavedna Slovenka, po njej je Eto dobil to slovensko zavest. Bila je odlična pevka, tako so recimo vsi moji sorodniki po njegovi strani, veliko jih je skladateljev, recimo Daneš Krl je skladatelj, Zvonimir Skerl je bil skladatelj džeza, pa dirigent v Beogradu in podobno. Jelček, njegov najmlajši brat, je bil tudi pel skozi v zborih in podobno. Bila je pa tudi zelo verna, lahko bi se rekli, da je bila skoraj pretirano verna, ne. O tem govori recimo tale slika, ne, kjer je zelo si je želela, da bi vsaj en otrok postal duhovnik, ne. Mogoče bo še celo škof, ne.
In v ETA je največ polagala, on bo ga kar oblekla takole za tako obleko, ampak noben od fantov ni hodil v menati. Kaj se je zgodilo? Mama je bila blazno nesrečna, en je šel je postal komunist v Berlinu in podobno, mama je bila blazno nesrečna. In potem hčerka, teta Tončka, postane sestra Bogomira in gre med usmirjenke. No, mimogrede, to moram pa zdaj že spet povedati. Vsi ti ljudje, o katerih govorim, so bili zelo zaznamovani z vojno. Bodi si s prvo svetovno vojno, bodi si z drugo svetovno vojno. Ona je bila po drugi svetovni vojni, samo zato, ker Nuna je bila par mesecev zaprta. Tudi marsikdo drug je bil. No, drug faktor, ki je ETA usmeril v absolutno slovenščino, je bil pa Avgust Pirjevc. To je bil njegov prvi profesor na gimnaziji, ki ga je učil slovenščino. ETA je hodil na nemško gimnazijo, ker takrat ni bilo slovenske gimnazije v Trstu. In ga je pač Avgust Pirjevc usmerjal v tole noter. No, drugi, bi rekel, mentor njegov je bil pa Milan Skrbinšek. Namreč Milan Skrbinšek je po prvi svetovni vojni eno leto bil direktor tržaškega gledališča. In tam je ETO začel ta prvič igrati. V Narodnem domu je on igral, jaz mislim, da je bilo to v Cankarjevi lepi vidi. In je se pač pri njemu šolal. No, ko je bilo pa leta 19, gre pa svojo teto v Ljubljano, v bistvu sledi Pirjevcu in Skrbinšku, gre v Ljubljano in naslednje leto, še tole, mogoče tole bi še samo povedal, slovo od Trsta. On je objavil leta 20, je objavil v Slovencu popoln repertoar tržaškega gledališča 18-19. Lahko se pogledati, vse piše noter, tukaj se ne vidi preveč dobro, ampak tukaj so navedene vse igre, ki je takrat v Trstu, vi verjetno vsi poznate, mogoče ne čisto vsi, je to recimo on objavil. Druga stvar je pa v Preporodu, je pa istega leta 20 objavil več prispevkov in eden se začne takole. Ne bom tega zdaj bral, ker nisem lepo videl. No, potem recimo v Domnem svetu istega leta objavil eno pesnico, torej to je bil 17 let star, vse to je bilo pri 17 je to delo, jeseni, ampak v resnici se je začelo že prej. To je pa en pravil osebno, je rekel, enkrat sem šel na razstavo tako v kratkih hlačah, na otvoritev razstave, so rekli, mulj, peš ven, Tlele kratkohlačniki nimajo kaj delati, pa pravijo, oprostite, jaz sem tlele akreditiran novinar, pri tem časopisu, najbrž, ne vem, kateri je bil edinost, ali kaj drugega, in izvolite, mladi gospod, kaj izvolite naprej, in potem je v fotoaparat, pa eno beležko, pa svinčnik in je to povedal. In to je bilo, takrat je moral biti, to je bilo leta 16, po moje, ko se je to zgodilo. Tako je pa ne 13 let star, ne 14 let, No, ampak v svet odraslih je stopil zelo mlad, Zdaj, tukaj v Mentorju, to je bilo glasilo te škofijske gimnazije v Šentvidu, je leta 18-19 zapiše, kot tretješolec sem šel med ljudi. To se pravi, zahajal sem v gledališče, v kino in kavarno. To se pravi, to je moral delati tam nekje že zelo mlad. No, tukaj zraven so pa navedene njegove objave v časopisih in revijah. Začel leta 19 je bilo 5 objav, 20 17 objav, 21 4 objave, 22 13 objav in tako dalje, leta 30 75 objav, skratka pisal je ogromno. To je od pesmi do esejev, do raznoraznih stvari. Hkrati je pa sezono 2021 se je že bil v ljubljanski drami. V ljubljanski drami je igral, tega najdemo to se pravi, če pogledate v revijo, prvo številko revije Maska,
piše Narodno gledališče drama, ne, igra v Cankarjevi komediji za narodov blagor. Ne. No, Masko, ne, Osip Šest jo je režiral, ne, Šest je bil v prvi svetovni ujetnik v Rusiji, ne, v drugi svetovni vojni je za eno leto izgubil službo, ne, pa je moral v Maribor, ne, za nekaj časa. No, revijo Masko je urejal Rado Pregac, prvo številko. Drugo številko sta že skupaj s Škrlom urejala in sta potem tisto leto gledališko, torej Masko urejala. Zanimivo je pa to, da je naslovno stran, ne, te Maske, to se pravi opremo, je pa France Kralj, ne. Torej takrat je on kralja sigurno že poznal, ne. In sta postala potem zelo dobra prijatelja. Pa tudi Rado Pregac, ne, je bil zelo dober prijatelj, ne, dragemu prijatelju, sodelavcu in tovarišu v spomin poklanja Rado Pregac. To je bilo leta 1928. No, leto julija 21 praznuje 18. rojstni dan, v Tržaški edinosti objavi samozavestno en članek najnovejši kulturni pojavi na Slovenskem, v katerem govori predvsem o Mariju Pogoju, Antonu Podbevšku, Francetu in Tonetu Kralju, pomeni tudi Angela Cerkvenika in tako dalje. Skratka, on je v bistvu istočasno odkril kralja kot Stele, ne. Samo da je bil Stele bolj priznan, on je bil zelo mlad, ne, tlele. Ampak je pa to potem, kot rečeno, piše pa seveda kot Tržačan, ne, zapravo vaš čas je mislil prideti nazaj v Trst. Naslednje leto sledi skrbništvu v Maribor. Začne izdajati novo revijo, in sicer revijo z imenom Drama. To je bil pa tudi sam uglednik, pa pisal je noter, ne. Ampak ne samo to, ne. Tudi za Dramo je naslovnico naredil France Kralj, ne. Pa če pogledate v tej Drami, noter piše, kakšna je struktura tega gledališča, ne. Ravnatelj je bil Valdo Bratina, dramaturg Milan Skrbnišek, tajnik Silvester Škarl, ne. Se pravi, on je bil takrat se postavil v vodstvo mariborskega gledališča, ne, mislim. No, mogoče še tole, ne. Ne samo, da je urejal, pa pisal za Dramo, je pa tudi igral, režiral in prevajal. Tele recimo tale Kjer ljubezen, tam Bog, ne, tukaj to je Milčinski je po Tolstoju tole stvar napisal, je Eto režiral in igral tudi v njej, pa tudi drugih zanimljivih. Tukaj sam tole pokažem, ne, tako kot ta stvar gleda. Skratka, začel je zelo, bi rekel, odločno, ne. No, potem je šel pa študirati naprej, ne. Je šel pa v Dresden, pa v Berlin. In sicer je v Berlinu je bolj igralstvo, v Dresdnu pa bolj tiskarsko umetnost. In tako piše recimo iz Dresdna 20.9.22 razglednico pošlje svojemu stricu Josipu Rapotcu na Nunsko ulico v Ljubljano in pokaže, kje stanuje Martin Križec, ne, kje je stanoval, v Ostro alej 29, no zraven je ena druga stavba, ki je bolj znana, zaradi tega je bila tudi razglednica narejena, to je Independent Order of Odd Fellows, ne, to se pravi tudi nekakšno bratstvo, ne. Pa človek raje ne premišljuje, kaj se s tem stavbom zgodilo potem 25 let kasneje, ne. Ker tega ni več, ne, to je vse šlo. No, v Berlinu je pa je študiral pa igralstvo in tudi po svojem pripovedovanju je igral v dveh filmih. V enih samo kot statist, to se pravi, recimo Deleč nekje bil, drugič je pa Zastor Nilsen bil enkrat v enem, to so bili nemi filmi seveda, in bil enkrat v enem, to je bilo tudi zelo velik takih stranskih urok je bilo, ne, in je enkrat bil v prvem planu. No, ko se vrne,
gre v varaždinsko gledališče. Je pol leta v varaždinskem gledališču igra. Zdaj, zakaj varaždinsko gledališče? Jaz sem vam vrudil, ja, varaždinsko gledališče, kot jaz vem, je izvajalo svoje predstave v kajkavskem dialektu. Takrat, če ni bilo čisto jasno, a bo Međimurje šlo na Hrvaško, bo bolj v Slovenijo šlo, kaj sem kaj, in tako on kar po mojem malo mislil, ne samo on, tudi tisti, ki so bili tam zraven, so malo mislili, da bi mogoče se da tukaj pomagati. Zdaj, nikjer ne piše, jaz nisem dobil repertoarja tega gledališča, ampak imam pa eno korespondenco, kjer on prosi za to, leta priznajo. No, pa se zgodi pa še ena čudna stvar. On je bil seveda italijanski državljan, in potem so ga poklicali, čeprav je bil v Jugoslaviji, v vojsko. In potem je se moral odločiti, ali dezertirati, ali iti hojakom. On je hotel iti nazaj v Trst, živeti, delati, en teater je hotel tam narediti, in se je odločil, da gre za 16 mesecev služiti italijansko vojsko. In to je bilo drugo leto fašizma že, In gre hojakom vstop 11.6.23 in v začetku gre super. Prevede Lepo Vido, organizira eno gledališko skupino, kompanija De Lucero Azzurro, in odigra Cankarjevo Lepo Vido v vojakih. To je bila tretja uprizoritev Lepe Vide. Cankarjev je napisal leta 12, to je bila v Ljubljani. Ta drugič je bila izvedena takrat, ki je bil v Skrbinšek v Trstu, in jaz mislim, da je Edo tudi igral tisti Lepi Vidi, zato je po moje se on odločil, da bo Lepo Vido tudi prevedel, pa jo potem tam uprizoril. In to je bila v bistvu tretja uprizoritev Lepe Vide. No, ko pride nazaj iz vojske, poskuša organizirati mali teater v Trstu. Poskuša na vse možne načine. Še zelo Danuncijo je pisal, ki je vedel, da mogoče, on ni bil čist fašist, ampak mogoče bo lahko je pomagal, pa ni več pomagali. To je bolj priznal, prej se ni upal tega priznati, ampak če berete njegov intervju ob 70-letnici, je tole povedal, da je pisal Danuncijo. No, jeseni 24, to se pravi, on pride nazaj, tam septembra se vrne od vojakov, 5. oktobra v Marburger Zeitung napiše en prispevek o Cankarjevem pohujšanju dolini Šentflorjanski. No, istočasno, to je čist proti koncu leta, izide tudi v Mariboru njegova pesniška zbirka Stopnice v stolpu. Posvetili svoji materi in očetu, to se pravi, tam piše rodnici materi, očetu, graditelju darujem. Jaz imam doma eno prav lepo knjigo, ki je bila v usnje vezana, in ima eno posvetilo Mirku Skoku. No, to posvetilo je pa meni bolj jasno postalo, zakaj je tako pomembno, zato ker tako je spoznal. Skok je moja 4 leta mlajša sestro, ki je pa moja babica postala. No, takrat jo je pač spoznal in se je nesmrtno zaljubil, ampak to ne bom še povedal. Ampak ta zbirka je deležna negativnih kritik. Karlo Kocjan napiše eno kritiko, ki ni bila najbolj taka dobra. Drugi, ki se ga je lotil, je pa Vidmar. Vidmar v svoji kritiki leta 26 napiše tole, in tole je mogoče zanimivo, tako tisti boste videli, da tole je tudi en oglas, ki je bil v vsaki kritiki, na drugi strani je bil polstranski oglas inženir Dukiča. In Vidmar je bil tako navdušen nad Dukičem, da se je na koncu po vojni njegovo htelo za vse. Medtem, ko je bil Dukič v zaporu, pa bolj so ga šel v emigracijo. No, Vidmar edino stvar,
pohvali eno pesem, ki jo je Eto izdal v njegovi reviji Trije labodje. To je ena zelo zanimiva zgodba. Jaz sem da spoznam kaj dosti na to, ampak prvo številko je ilustriral France Kralj. Drugo številko, v kateri je bila ta pesem, je ilustriral Božidar Jakac. In to je bila tudi ta pesem noter. V prvi številki so bili 3 uredniki, Kogoj, Vidmar pa Podbevšek. V drugi sta bila samo še 2, Podbevšek in stran, 3 pa ni bilo več. So kar ukinali. No, pa se zgodi pa še nekaj. In sicer pa to je nekaj, a ne, Bodila. V Mariboru igrajo igro Apostolov, to je bila ena sodobna igra, ki je bila v verzih in Eto jo je ritmično predstavil. To se pravi, je skratka prevedel. In potem pa to se malo drugače vidi, pa tam v mojem računalniku. No, skratka, prvi stav kritike je ta, da prevod ni vreden piškovega oreha. Tako se je začel, mislim, to je bil še tak udarc. In čist zadnji udarc je bil pa Anglo-cerkvenik, napiše zadevo, ki se imenuje v Vrtincu. Krstna predstava je 24.1.25, Eto bi moral tudi to ne igrati, je igral. Predtem v Marburger Zeitung Eto napiše lepo vabilo, da ljudje pridejo tole stvar si pogledati. In pa 2 stolpca posveti temu, ampak potem se pa zgodi to, da igro, torej prvič je bila igra, ni bila primerna za mlade, drugič jo pa po drugi predstavi prepovejo, ker je pač nemoralna. In potem se zgodi pa to, da imamo Mirko, kot sem že prej rekel, imamo mlajšo sestro, takrat je bila 17 let stara, Dana Skokova, in ona je bila iz Rujana, se pravi Strsta, oče je bil železničar, ampak seveda po vojni je izgubil, prvi svetovni vojni je izgubil službo, ker Italijani niso hoteli imeti svoje železničarje, in so se morali preseliti v Maribor. To so se 2 Tržančana spoznala v Mariboru. No, kot rečeno, to je bila ljubezen na prvi pogled, ko moram pa jaz pogledati, kako je s časom, ja, vse gre še prav redo. Ampak ne bom mogoče, da bo jaz. Torej, začel je zahajati skokovim domov na Tovarniško 4 in pred kratkim sem odkril tale zabojček samih pisenc, pa listkov. To so bili, bi rekel, znameniti listi, doma smo se vedno o teh listih govorili, a sem niso vedeli, da obstajajo. Namreč on vsakeč, ki je prišel, je pustil pod sedežem, pod sedežem, je pustil listek za Dano. In seveda to so starši vedeli, so čisto navdušeni in tako dalje. In recimo, kaj je tle pisal, pesmi je pisal, liriko. Nekaj je take lirike, nekaj so pesmi in podobno. No, pa je vprašal, če bi se poročila, in glede na to, da je vse te udarci, ki so ga zadeli, ona reče, ja, Šaušpilerjem se pa jaz tam poročila. In on mirno pusti igralski poklic, gre v službo za korespondenta v veletrgovino Ivana Kneza in to se zgodi že tam 1. avgusta, meni se zdi, na Gosposvetko 1.
In tam so mu zelo pomagali. To se pravi, vsi te knezi, torej ta Ivan knez je umrl že naslednje leto, ampak 2 sinova sta mu oba zelo dosti pomagala. Ne. In tako se potem zgodi, da se poroči na Rožniku. Na Rožniku se za Miklavža leta 25 poročita, to objavljata, tudi pošljeta vsem znancem. In zdaj sem šel jaz pred kratkim frančiškanom pogledati, ker vsi so pravili, da je bila to ena posebna poroka. In je bila posebna poroka. Ne. Namreč, bila je na Rožniku, ne. Poročil je Franc Aleški Finžgar, ne. Etova priča je bil Richard Jakopič, ne. Danina priča je bil pa Zdenko knez, sin od Ivana kneza. Ne. Potem je priloženo soglasje od Daninega očeta Franca Skoka, se je ona imela šele 18 let, to pa v tistih časih še ni bilo polnoletno, je potrebovala soglasje. Eto je bil pa 22 let star. Ne. In tako je potem Eto pač sklenil svojo igralsko kariero. Pa se zgodi pa čudež. Ne. To je pa čudež v Stanem domu. Leta 25 začnejo zidati na Viču eno vrtno kolonijo hiš, takih strbih hiš, z imenom Stanin dom. In Eto, zato ker je bil dobro službo, uspe dobiti kredit. Pravo je, da si je sposodil še zelo denar za kolke, za prošnjo za kredit na banki, ne denarja nima, ne. In je dobi kredit, nabavi parcelo, se zida hišo in čez 1 leto sta bila v hiši. To je Stanin dom. Zdaj bi pa tukaj samo eno tako arabesko, mogoče tale izgubo zgodovinskega spomina. Ne. Torej, Stanin dom je bila elitna soseska, tako kot Murgle, no, ampak boljš ne. Imela tak veličasten vhod, tukaj ne vem, če vidite, ampak tukaj da sem šel pa naprej. Kako me pa to uspel? Skratka, tamle gor je en tak obok, ne, kjer se je noter šlo v Stanin dom. Danes, če to pogledate... Prosim? Ko je bil še trolejbus, je bila postaja, ki se je imenovala Stanin dom. Ravno to hoče povedati. To se pravi, ko so leta 26 naredili, potegnili železniško progo od Viča do centra, so bile samo 3 postaje. Vič, Stanin dom in pa Gradišče. Pa se je pa to priključilo na tiste stvari. In danes niti postaje ni več. Ne. Mislim, o tem bom jaz v knjigi napisal nič več. Ne. Torej, vse te stvari, ki jaz zdaj tudi govorim takole malo, ne, bo to eno poglavje v knjigi. Ne. No, potem je pa Vila Dana. Torej, to hišo je imenoval Vila Dana. Je začel eno spominsko knjigo in to je prvi vpis v spominsko knjigo. Prav, vselila smo se 11 mesecev po poroki, ne, to je bilo 7. novembra leta 26. Ne. In potem v tej spominski knjigi je brgoli raznih umetnikov in podobnih, če so prišli podpisovati in podobno. Ne. No, skratka, ampak recimo, da ni bilo vse tako, da smo imeli veliko srečo, da se je to zgodilo, je, ker samo 2 meseca prej so bile v Ljubljani grozne poplave. In to so bile take poplave, to so pravili, da so ljudje stali na železniški progi, ker je bila 2 metra vode, je bilo v Rožni dolini. 3 smrtne žrtve so bile na Tržaški cesti. Ne. To se pravi, so bile hujše, kot so bile pa, vsaj za Ljubljano, kot so bile pa tele. No, ampak zanimiva je pa tale karikatura, ne vem, koliko se vidi, ne, ampak tukaj piše takole, ne. Stanin dom, kdor hoče na mehkem ležati in se v kleti kopati, naj Stanin domom se brati. Poj pa tukaj, da pisam 2, ko plavata vsak v svoji hiši v kleti, ne. Potem je en tam že kar zankov naredil na drevesu, da se popesil. Skratka, malo je bilo slušija. No, ampak Eto kaj naredi, ne? Takoj, ko se
No, ne takoj, ker moja mama se je rodila, pa je zelo hitro, 1. februarja 27. je bila že ona rojena, ne. Ampak recimo malo kasneje, ne, je pa že povabil Čargota, da poslika stopnišče. In v tej spominski knjigi, tle se slabo vidi, to je orač iz Dume, ne. To je Čargotov orač, ki je bil, to je bila celo stopnišče je bilo z Dumo porisano, poslikano. Zdaj tako, eni pravijo, ne, da je Čargo, mislim, zelo veliko slikal, ne, mislim, seveda je moral to zelo hitro slikati, je pa tudi bil zelo željen, ne. No, ampak ta stenska poslikava je kmalu začela propadati in je zdaj pač uničena žal, ne. No, ampak otvoritev tega pa je bila, taka svečana otvoritev, prednje je propadla in na tej svečani otvoritvi, to je tudi v tej spominski knjigi, ne, to je bilo 1.5.27, na fotografiji je recimo Čarno tam zadaj, potem pred njim z brado je bil seveda Jakopič, ne, zraven njega Stele, ne, stoji pa recimo Škrl, ne. Zdaj ne vem, a je tisti France Kralj ali ni, ne, to bi moral pač pogledati, to so še ostali tam, ne, še pa tisti zadnji, tudi ne vem, kdo je bil, ampak pač je bilo tako. No, deležen je bil seveda velike naklonjenosti in pomoči, ne. Tole sta recimo Aleksander in pa Elga Knez, ne. Moja mama, ko se je krstila, sta bila to krstna botna in dobila je ime Jasna Elga Aleksandra po njeno. No, našel sem tudi en cegelc, kjer piše, da je Vida Novak, to je bila žena od Franca Novaka, ministra, ki je tudi med vojno umrl v Dahavu. Ona je bila pa po vojni precej, mislim, da preveč dobro gledala. Je pač eno posojilo dala veliko. No, France Kralj igra eno posebno vlogo pri nas. Tale slika, ne, Marinovo naznanje je bila v hiši že, mislim, da že v 20 letih je prišla v hišo kot darilo. Zdaj ne je bilo to poročno darilo, kakšno drugo darilo, ampak to je bilo darilo Franceta Kralja in je bila do smrti mojega deda, zdaj je pa v Kostanjeviški galeriji. Kralj ima ene grozne, zelo ambiciozne projekte, ne. Ustanovil je klub mladih, pa ga je pa recimo Vidmar tako malo prevzel. Poskušal je narediti moderno galerijo, no, po vojni, tam, ki je zelo blizu tega, so še Jakopičev paviljon podarili. V Ljubljani je postavil 3 monumentalne zadeve, ne, vse 3 so uničene, za 5% so uničene, ne. In pa ves čas je prizadeval za to, da bi se vzpostavil visokošolski študij slikarstva. Tudi Mussolini je šel pisati, ne. Ampak to seveda je bolj povzročil, da je izgubil vse državljanske pravice po vojni, penzij ni dobil in je potem bil praktično na praški palci, ne. No, tole je Marinovo naznanje, tako kot to je Edo narisal, ne, kako je njegova delovna soba izgledala. On je pa pomagal potem drugim, ne, recimo Miha Maleš, ko je Rdeče lučke izdal, piše v tem lepaku, piše Miha Maleš, Vidna dana, stani dom, ne, to se pravi, pri nas stanoval. Zraven je recimo Mirko Kambič je tudi stanoval, Bambič, pardon, pa Dušan Perjevc je tudi bil, to pa mama moja povedala, Dušan Perjevc je pa recimo med vojno, prav je prišel en tako rdečelas k nam na podstreho, drug dan črnolas šel v partizane, ne. No, v Domačem prijatelju je Edo napisal eno serijo člankov o slovenskih gledaliških igralcih, med drugim tudi o Mariji Veri. In potem mu Marija Vera en teden dni kasneje mu pošlje svojo sliko kot mater Doloroza in seveda se mu zahvali za vse to na eni dopisnici, ne.
Pol je bil, kot sem rekel, je bil predsednik društva Moderna galerija, je bil Eto. France Kralj, Eto pa Nade Vidmar so dali vlogo, da bi se Moderna galerija bila. To je bilo vse leta 28. In Eto je postal pač predsednik. No, kot sem rekel, je bil tudi časnik, dopisnik, umetnostnih revij. Recimo v reviji Ilustracija je leta 1930 napisal en zapis z imenom Pristanek, kjer opisuje svoj let, svoj polet iz Istanbula v Atene s hidroplanom. In tukaj imate narisan hidroplan, ki je zgori dnevno so sedeži, zvečer so bile postelje, tako da so ponoči lahko spali v hidroplanu. No, ampak ta ilustracija, mene je to fascinirala. Poglejte, kakšna revija je to bila. In tukaj so objavili, tukaj gor piše, ki se pote in trudijo, se pravi, to so bili sotrudniki. Tukaj je 30 prvi del, pa je bilo še 30 drugo del, ampak v tej reviji, v tej številki, ki je Eto tole napisal, so bili dele noter. Mene so fascinirali predvsem 4. Pa bom povedal, zakaj. Torej, prvi je bil strogi kritik Josip Vidmar, drugi je bil pisatelj in kritik Ferdo Kozak, tretji je bil pesnik in novelist Miran Jarc, četrti je bil pa novelist Narte Velikonja, urednik Ilustracije. Kaj se je zgodilo leta 1945? Vidmar postane predsednik Slovenije, Ferdo Kozak postane minister za kulturo. In oba napišeta, da pravzaprav taki nimajo kaj za početi. In Narte Velikonja je usmrčen 25. junija 1945, medtem ko so v partizanih Miran Jarc pade avgusta 1942 v svobodljivih okoliščinah. No, Eto je bil tudi na Radiu Ljubljana. Tukaj ga vidimo dvakrat nastopa, pa spet čudno se mi zdi, na mojem računalniku so bili drugačne tele stvari postavljene, tukaj sem videl. V prime time je bil, to se pravi pol 8, je imel literarno uro. Enkrat je pa Karla Maja bral, recimo, so tudi nekaj prosili, če lahko bere. Ampak to ni bil on edin, recimo, France Weber je imel serijo pred filozofskih predavanj, potem Pater Roman Tominc je imel tudi serijo zadev, Marko Danklačen je govoril, tudi temu, kaj se je z njim zgodilo. No, potem pa, ko konča tole dobo pri knezu, postane književni tajnik Jugoslovanske knjigarne. To je bilo pa potem naslednja 4 leta. In tukaj izda, torej mislim, da mora biti to Kozmos je bila ena taka zbirka, ki jo je on zasnoval, pa je bila leposlovna knjižnica, ljudska zbirka, mladinska zbirka. In tukaj je bila recimo slika, kjer so mesar, on je bil ravnatelj Jugoslovanske knjigarne, potem je bil Eto, in pa Anton Vodnik, je bil pa urednik tudi. No in Eto pa napiše en članek, kjer mislim, da je bilo treba začeti še eno založbo. In pove, loči založnike med umetnike pa diletante. In pove, zakaj recimo Jugoslovanska knjigarna ni uspela, zato ker ni zbrala dovolj dobro te povojne generacije in jih z njimi delala. In pove, zakaj tudi recimo nova založba nekako ne uspeva. In med vrsticami pove, da bo začel z novo založbo. In tako ustanovi potem akademsko založbo. Torej, zelo ambiciozna, že program je dvojezičen, slovenski, francoski, pove, kaj bo delal prvo leto in potem lokacija akademske založbe fantastična, to je vse na Šelenburgovi ulici, recimo tam, kjer je Knafrov prehod, zgoraj je bilo skladišče, tam, kjer je vhod v Rio bil, starejši se boste mogoče še spomnili, kjer je bila restauracija Rio, tam je bila Librairie Française, to je bila prva knjigarna s prostim dostopom. Do takrat, pa tudi po vojni so bile tako knjigarne, da se je prišlo zraven, pa se je nekaj pogledali. In potem kasneje
šel v hotelu Slon, naredi sedež, pa še eno knjigarno, ena majhna knjigarnica je v spodaj, zgoraj je bilo pa sedež tele akademske založbe. Bi moral jaz počas končati, ne? Ne, še lahko še malo? Ok. Skratka, tlede še malo akademske založbi, to se pravi, že drugo leto on izdela tale logo, ne, ki se je potem pojavljal na vseh knjigah akademske založbe. Izda že spet zbirko Akademska biblioteka, potem so recimo Steletova Monumenta Arte Slovenike pri njemu izidejo, potem Brižinski spomeniki pa Trubarjev katekizem, faksimile, potem balade Petrica Kerenbucha, nimam časa, ampak v knjigi bo to vse opisano, kako se je on s Krležem pogovarjal, da je pri njemu izdal, zakaj je to v Ljubljani šlo, ne, pa v Zagrebu. Ne. No in potem na koncu speh tik pred vojno, ne, miniaturke. Prešern izidel 50,000 izvodih. Prvi dan je bilo takoj vse razprodano. Ne. In takrat se je on iz pufa prvič prišel, ne, ampak potem pride vojna. Ne. No, čist pred vojno, tole tukaj je posvetilo Danici Prešernov, ne, ampak zraven vidite pa 4 lesorezi, so to bili pa kraljevi, so pa ilustracije v bistvu bile za Jurčiča, sosedov sin oziroma Medveda Stolova. To je bilo 8 lesorezov, 4 je moja mama podelila, 4 Stredane podelila, te so še tukaj. No, pa še čist na koncu izidejo Ligi novi temna vrata. To je bilo tudi pri njemu še malo preden se je vojna začela. Ilustriral je Božidar Jakac. No, pa je pa zanimiva stvar, potem bom tudi, ne bom zdaj napisal, ampak Vita de Ljubljana. On je napisal v italijanščini, bi rekel, Vodič po Ljubljani, kjer začne najprej z Jazonom, pa z vsem tem, pa kako so ilirske province, kako smo bili popolnoma, bi rekel, enakovredni, kar se tiče kulture in vsega z vsemi drugimi narodi, vključno s italijanskim. No, pa leta 1943, jaz mislim, da je bilo pa to že po kapitulaciji Italije, izide v njegovem prevodu Blaise Pascal razprava o strasteh ljubezni. Svet vojne, nobenega streljanja, nič ne mislim. Ampak razprava o strasteh ljubezni. No, čist na konc, ne, pa to nisem vedel, se pa Deli bo tudi videl, da je pa pol leta 44, ne 34, 45, a ne, tiste prav, 44, še ne 4 partiture Primoža Ramovša izidejo, ne, ker Eto je bil zelo dober prijatelj od Frana Ramovša, njegov sin je bil pa Primož Ramovš. Ne. No, njegov najmlajši brat Jelča, ki je stanoval pri nas, je imel pa knjigoveznico na Ševičevi. Ne. In je že leta 1941 postal zelo aktiven pri OF, ne. In pa ga tamle 18.6.42 ga aretirajo in gre v internacijo v Monars, Eto pa prevzamajo vse njegove posle. In potem se zgodi, da se kar naenkrat Eto pojavi malo prevečkrat pritisnem, pa narobe. Se pojavil kar naenkrat na naslovnicah, osrednja komunistična tiskarna v Ljubljani je odkrita. Velik uspeh kvesture, ki je v knjigoveznici založnika Škrla našla popolno, jaz ne vidim, mogoče ne boste mislili. Ja, skratka, takoj ga zaprejo, ne. Jelčka pokličejo iz Gonarsa, sta par mesecev v sodniških zaporih do sodbe, ne. In potem sodba v veleprocesu proti 69 osebam. To je bila blazna največja stvar, ki je bila takrat.
In sicer Škrla Gabriela, lastnika knjigoveznice v Šubičevi ulici, je sodišče obsodilo na 19 let zapora. Pa če tele v drobnem tisku vidite, to sem jaz iz uradnega lista videl, ne samo, da je bil zapor, ampak tudi zaplemba imovine. Naslovnica je bila pa Ilirska 20, Stalin dom. To se pravi, če bi bilo takrat, če bi Silvestra obsodili, mi ne bi več hiše imeli, ker bi bila zaplemba. Tako pa sreča je Jelčak nič nimal, in je vsaj to se zgodilo. No, potem pa Jelčak v zaporu dela v knjigoveznici in si krajša čas tudi tako, da moji mami za god napiše eno lepo voščilnico, kjer nariše tudi svojo sobo, po kapitulaciji Italije, pa doživi konc vojne v Dahalu. Pa je priživo. Zdaj iz Jelčkova življenjepisa bi mogoče sam to povedal, da je imel tam negor na Šelenburgovi je bil en bunker, kamor sta hodila Dušan Perjevc, tudi kadar je bilo treba, pa Josip Vidmar, sta se skrivala, če je bilo treba noter. No, kaj je od tega ostalo? Ostala je ena spominska plošča, kjer piše ja, da je bila pač tle tiskarna Tone Tomšič in da je to, da je odred tole nekaj naredil. Kaj pa s temi 69 ljudmi, ki so bili tamle? No, OF trojke, Ko je izpostuje, nadaljuje z delom v založbi, knjigarnah, pa še bolj konspirativno za OF. Najprej je bil OF v trojki z Alojzom Krajgerjem, pa Augustom Perjevcem, po aretaciji Perjevca pa s Francetom Veselom in pa Franom Ramovšem. To je pa z njegovega življenjepisa iz leta 47. Bunkerja nisem nikoli odkril. Jaz sem pol kasneje še enkrat stricu Jelčku, on je pa po vojni tam stankom in pokazal, kako je fantastično. No, na kar konc leta 44 ETA pošljajo na Jesenice. Odlok v obvezni službi dobi, mora se javiti na Kolodvoru in gre na prisilno delo in konfinacijo. In v njegove odsotnosti Atila, to je Fran Ramov, skrbi za njegova družina. In na Jesenicah dela v grafični šoli in uči z osebnim zgledom. Torej napiše, stavi, natisne, veže, no v resnici potem še tudi zavije. Jaz sem se od njega naučil tudi zavijati knjige, tako da ni treba nič lepilnega papirja ali pa kakšnega trakca. Vse to. Sonetni venc za Hrostnikom tečnemu gibanju. To je njegova druga pesniška zbirka. Samo to je izdal. Pogosto hodi čez Blejsko Dobravo na Bled, v Mlino, kjer živi Ramovševa sestrična Dragica. In od februarja do aprila 1945 napiše ciklus pesmi, ki jih imenuje jeseniški verzi. Tudi to bom poskušal dati v to knjigo noter, ker so mi kar zanimivi. Dva sonetna venca za Hrostnikom. Ampak pasite, to je bilo februar do april. 1. marca so vezniki zbombardirajo totalno Jesenice, uničijo staro mestno jedro. 9. marca bombardirajo Ljubljano. Jaz ne vem, kako je tole bilo. Ene čudne stvari so tle gor se pokazale. Tle bi morali biti namreč seznam žrtev Ljubljane, pa nisem, Prizadeto je območje tobačne tovarne, 46 ljudi je umrlo. Vprašanje, ali so te prizadeti bombardirjev, niso bili niti Domobranci, niti partizani, Kdo je, ali je kdo kaj za njih naredil? Nič. Hes je pa v tem, da je bilo pa 2 dni prej, 7. marca, je bila v Beogradu sestavljena vlada. In sicer mi, kraljevi namestniki,
postavljeno na predlog predsedstva Avnoja, ne, to je bila vlada Tito Šubašič, ne. To se pravi kraljeva vlada in Avnojska sta se je bila to skupna vlada, ne, ki bi morala biti voditi v demokratično Jugoslavijo, pa ni. Ne. No, v meji je bil recimo Edvard Kozler, ki je bil minister za Slovenijo. Ne. No, med ja, tudi so medija. Upam, da ne bo še naprej šlo. Med tem zavezniškim bombardiranjem je bila tudi glasna korespondenca med Ljubljano pa Jesenicami, recimo mojstri Zdane, ne, je vmes so hitro skopali en jark, en bunker na vrtu, ne, so se potem skrivali noter, on je pa komponiral vmes, ki piše, koga je naredil, ne, skerzo za klavir. No, to so pa 3 soneti, recimo iz tiste zbirke jeseniški verziji. No, pa pride pa Svoboda. Takoj mu vzamejo akademsko založbo. Mislim, niti en mesec ni bil, pa je že izgovorjen. On se je še matral, da bi jo predal Sazuju, pa je bil kar del odločno proti. Vse, kar je meščanskega, mora iti. Dali so mu pa drugo stvar, smo dali en zelo lep naslov, ne, da je monitoren reševati vsa vprašanja knjigotrštva in založništva v Slovenijo. Spod, rekel, minister za tiskanje je postal. In tako je osnoval, takoj, no zdaj imam jaz še, koga je bilo, kaj je Blejska Dragica, pa je v tej Svobodi pravila, en mesec pred osvoboditvijo je še mast pošiljala v Ljubljano, v Svobodi so bili potem 3 mesece lačni, niso mogli, na karte niso mogli, še denarja niso mogli, da bi lahko karte kupili. Da bi kakšne stvari naredili. No, pa Primož Ramovš, ne. Primoža Ramovša so zaprli, Eto urgira za njega, napiše eno pismo, ko bom tudi objavljeno, ker ne bom zdaj govoril, kaj je, in očitno to uspe, ne, zato ker se nič hudega ne zgodi in je potem zelo zadovoljen in pa, mislim, zelo se je pa tudi navezal na nas, je pomagal. Je pa te zanimivo mogoče pogledati te ljudi, ki so bili omenjeni. France Kidrič, ne, Alojz Krajger, August Pirjoc, Fran Ramovš, France Mesesner, pa Silvester Škrl. Očetje, sinovi, France Kidrič, Boris Kidrič, Alojz Krajger, Boris Krajger, August Pirjoc, Dušan Pirjoc, ne, Fran Ramovš, Primož Ramovš, potem še pa Mesesner pa Daneš Škrl. Ne bom komentiral. Primož Ramovš recimo takole za god Edoju napiše voščilo, tako da kar mote napiše. Rekel sem, da je bilo neki sorodnikov od Eta zaprti po vojni. Recimo Vladimir Sperl, tlede iz Sremske Vijetrice pošle pismo, en sam Cegelčak, ne. Več mu niso pustili napisati. Eto urgira pri Krleži in pa še prek Save Severije, to so tudi eni dokumenti, ki lahko rabljeni. Vitomir Zupan. Eto napiše v Slovenskem poročevalcu intervju razgovor z Vitomirom Zupanom, 3 dni kasneje kritika. 2 leti kasneje Zupana zaprejo, Eto skrbi za njegovo družino. Zupanova žena Nika Mes plete lepo lep pulover zajčki. Ko pride Zupan iz zapora, še preden gre v zapor, Eto pomaga Zupanovi mami pisati torej prošnjo na prezidiji, da bi ga spustil. Ko pride iz zapora, napiše ob 30. obletnici njune poroke 30 verzov, to je na desni, in leto kasneje izide Zupanov roman Potovanje v 1001 mesta, ki ga seveda ne smeš podpisati kot Zupan, ampak kot Lambos. Se pa Etu zahvali, tle noter v posvetilu.
Še ena stvar je Zoran Hribar. Leto 40, Birma pri Škrlovih, 3 so bili, Jasna, njena sestrična Mira, Botrica je bila Nili Novi, Dane, Botr Zoran Hribar. 7 let kasneje slovenski poročevalec, obtoženi Zoran Hribar, priznava, da je Negodetova vohunska skupina vzdrževala zveze s Slovino z namenom, da bi odstranili ljudsko oblast Jugoslavije. Skratka, ena sama bolečina, ne. Ustanovil je Slovenski knjižni zavod pa Cankarjevo založbo. Torej, rekli so, da je ta Slovenski knjižni zavod bil nekako nadaljevanje akademske založbe, ampak ni več odločal sam, ne. Recimo pri obeh založbah je bil prvi direktor Miško Kranjc, ne. On pred vojno je bil pa založnik in urednik Ljudske pravice. Pri SKZ, pri Slovenskem knjižnem zavodu, je recimo urejal knjigo Borba na tujih tleh Prešernovega Goranca. Zdaj sem šel pogledat zbrane spise, so rekli, ja, že prej so šli, ne. Mu je preveč stvari ven metu, ne, ker ko sem bil mehen je pravil, je opisoval samo, kva so žrli papir, ne, ne želuzna. Tista borba na tujih tleh, to ni bilo niti v Italiji proti fašizmu, niti v Nemčiji proti nacizmu, ampak se je proti socialdemokratom boril v Avstriji pa Norveškem, ne. Rekel, mi smo tle na karte jedli, to so moje karte, recimo tele, take so bile, tele, ko piše pisanski tom, ne, to smo imeli hrano odkolje na takele karte. In on je pa tam pisal o tem, kako so jedli. Torej, Goranc je mu 3 naloge, ne. Eno je, da je organiziral ljudi, ne. On je bil pač agent komiterne, ne. To se pravi, je moral osko vrežo delati po celi Evropi, ne. Potem druga stvar, da je kjerkoli je bila kakšna možnost, da bi kakšen nemir povzročil, ga je moral povzročiti. Pa denar je prav, ne. Moral je voziti, dobil je nekaj denar od nekod, pa ga nekaj povzročil. To vse piše v tej knjigi Borba na tujih tleh. Ni treba nič, ko se jaz nič ne zmišljujem. Sam pogledate nekaj, brati je treba. To je genialno. Cankarjeva založba. Pri Cankarjevi založbi je najprej Slovenski knjižni zavod, ne. Recimo, najbolj štrli ven, no, tle, pri Cankarjevi založbi recimo morajo izdati komunistični manifest. To, verjamete, da to ni bila njegova veliko intimna opcija, bi se temu rekla, ne. Ampak, pač, je lahko je organiziral, ni pa kaj mu več z besede prte. No, pri Slovenskem knjižnem zavodu, recimo, je izdelal tole mala knjižnica, to je bila njegova pogledavščina, ne. Ampak recimo ven štrli Boris Ziherl, ne. Kar nagrad prej jaz najdel nekaj seznam njegovih publikacij, vse so bile o marksizmu, bolševizmu, stalinizmu in podobno, ne, so samo o tem, pa kar nagrad France, Prešern, pesnik in mislec, ne. Ampak to mislec pomeni, da je iz njega v bistvu naredil dialektičnega materialista, ne. To je bilo v bistvu poanta tega. No, res pa je, da je uspelo mu tudi izdati Zupanov roman Stvar Jurija Trajbasa, ne. Drama. Prosim? Drama, pardon. Dobro, da sem pa že malo zmatral. Ampak bi malo nekaj, ne bi to malo. Ne, a lahko? Prav. To je še zanimivo postalo. No, skratka, tale Slovenski knjižni zavod, ne, je bil tam, ki je bila prej jugoslovanska knjigarna, ne, je bilo potem, se je ta stvar imenovala, prej je bila to katoliška bukvarna, mislim, to je zanimivo, ne, po vsaki vojni se je spremenil, do konca prve svetovne vojne je bila katoliška bukvarna, pa je bila jugoslovanska knjigarna, pa je bila med vojno, je bila, ne vem, kako se je imenovala, sem nekje napisal tole, ampak je bila še eno ime, pa je bil pa Slovenski knjižni zavod. Prosim? Dom je pa trgovina v dom. Ja, to je pred Škofijo 5 oziroma Ciril Metodov trg 5. Ne. In tole, ker tam vidite en dopis, tega je podpisal Mile Klopčič, da naj za božjo voljo pustijo
etu doma, da ima pravico do delovne sobe, da ne bi še enega odbojca noter spravil. To smo že, ne? A ne, zdaj sem nazaj hodil. Se vidi, da sem že malo zmatran. No, pol pride pa Ada Škrl. Ada Škrl je pa zanimiva iz več razlogov. Ada Škrl je pripravljala pesniško zbirko Senca v srcu in Eto leta 1948 dela opremo za njo. Imate dva primera opreme, ne, za njo, kako ne bi izgledalo. Nisem imela takrat izid, je šla leta 50, pa to ne pri Slovenskem knjižnem zavodu, ampak v medijskih knjigi, to je bil pa cene pripadnik. No, izvod, ki ga imam, je posvečen moji mami, dragi Jasni Škulin. Medtem ko recimo njeno zadevo status Febridis, ne, je pa posvetila tole pa Silvestru Škrlu, ne, v majhno zahvalo in tako dalje. Se pa tudi jaz zadnjo Škrlu pojavljal. Ko je pisala moji mami, ljuba Jasna in podobno grom, ne, ti imaš Tomaško imaš, ne, pa Cirila, Ciril je moj oče in tako dalje. Skratka, kar nekaj se jaz pojavim noter, ne. No, pa je bil pa referent SAZU, na SAZU. 5. septembra 1952 uprava državne varnosti vstopi v prostore SAZU-ja in naredi tam hišno preiskavo oziroma, ne. Istega dne tudi pri nas doma hišna preiskava. To je zapisnik tega hišne preiskave. Odnesejo samo eno pismo Ade Škrl. Po Ramovševi smrti izgubi službo na SAZU-ju, do smrti ne dobi več zaposlitve v kulturni sferi. Dela na Meteorološkem inštitutu, na koncu pa pri Zvezi inženirjev in tehnikov. V prostem času se intenzivno posveti leposlovnemu prevajanju. Pa tudi strokovno, recimo, dela. Leta 1971, ne, to je ena stvar, sodeluje pri pripravi večjezičnega slovarja, meteorološkega slovarja. Na Zvezi inženirjev in tehnikov je pa tale zgradba, tam da se jo poznate. No, prevaja iz nemščine, italijanščine, francoščine, hrvaščine, srbo-hrvaščine, pa s pomočjo obstoječih prevodov, pa tudi iz drugih jezikov, recimo iz ruščine in španščine, posredno pa še iz kitajščine. Njegov leposlovni prevajalski opus obsega cirka 100 izdaj. Zanimivo je, da na enem od teh spiskov, ki jih on delal, kaj vse je prevedel, je tudi prevod Borisa Pahorja Vidle ob jezeru v nemščino. Te knjige jaz nikjer nisem videl. Izgleda, že takrat so se eni matrali, da ne bi Pahor v Nemčijo preroval. No, tole je seznam teh prevodov, ne, o katerih nisem predolj govoril. Zdaj bo vprašanje, kako naprej, ne. Mogoče še kakšno predavanje, malo bolj pripravljeno v Trstu ali pa v Mariboru, če so dali v Trstu, ki je zelo z veseljem prišel kaj povedati. Pa upam, bi so dali pripraviti razstavo, objav akademske založbe, je to 50 komadov, pa Etovih prevodov, to je 100 komadov, pa še kakšni ex-librisi, ki je tudi nekaj posvetili, to bi bilo tudi mogoče zanimivo videti, ne. In pa on dokončati knjigo, ne. Še ena misel, to je iz njegove ljubezenske korespondence, ne. Razdejati izmišljene mostove, po katerih leze človek v boljšo bodočnost, tudi v svoj prav.